Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Benesere. Danes, 10. oktobra, obeležujemo Svetovni dan duševnega zdravja in to je dan, na katerega se spominjamo, da je duševno zdravje temelj našega dobrega počutja in celostnega zdravja. V tej epizodi bom na kratko spregovoril o tem, kaj je to duševno zdravje, potem pa podal 5 nasvetov za več duševnega zdravja in več dobrega počutja. To bo taki nasveti, ki so meni osebno pomagali v najtežjih časih, hkrati pa tudi ti nasveti imajo znanstveno podlago. Na koncu pa bom dal še bonus nasvet, bo lahko še dodatno pomagal v tistih časih, ko je duševno zdravje malo bolj na robu. Tako da, če si gremo na začetek pogledati, kaj je to duševno zdravje. Duševno zdravje ni samo odsotnost bolezni, ampak je stanje dobrega počutja, v katerem se zavedamo naših sposobnosti, se soočamo z vsakodnevnim stresom in vsakodnevnimi izzivi, funkcioniramo normalno in smo produktivni ter prispevamo našemu lastnemu okolju in družbi. Tako da duševno zdravje je ključnega pomena našega benesereja, se pravi dobrega počutja, celostnega zdravja in pa tudi naše harmonije v življenju. Žal pa statistike kažejo, da duševno zdravje dandanes širom sveta in po celotni moderni družbi šepa, ter da so izzivi in težave povezane z duševnim zdravjem v porastu. V današnjem modernem svetu je problematika stresa, preobremenjenosti, tehnologije, vedno manj povezanosti z drugimi in z naravo. Vse te stvari puščajo svoj pečat in med drugimi tudi mentalno zdravje trpi. Tako da v današnjem videu tu bi z vami rad delil 5 nasvetov, s katerimi lahko izboljšate tako duševno zdravje, kot tudi vaše celostno dobro počutje. Nasvet številka 1 je, da postavimo vsi mi gibanje na prvo mesto. Gibanje ni le za telo, gibanje ima zelo velike učinke tako na uravnavanje stresa, kot tudi na izboljšanje razpoloženja. In tukaj pri gibanju ne govorimo samo o težkih treningih v fitnessu. Že tako preprosta stvar, kot so sprehodi in gibanje v naravi, ima zelo, zelo velike učinke in koristi na naše počutje in tudi na naše duševne zdravje. Jaz recimo vidim v najtežjih obdobjih, ko recimo tudi duševno zdravje mi malo šepa, sprehodi v naravi in veliko korakov mi zelo pomaga pri izboljšanju tako počutja, kot tudi mojega splošnega duševnega zdravja. Tako da gibanje se mi zdi prva stvar, ki bi jo mogli vsi poštimati za izboljšati naše duševno zdravje, splošno počutje in kvaliteto našega življenja. Drugi nasvet je, da umirimo in zmanjšamo vnetje v našem telesu. Vnetje v telesu si lahko predstavljamo kot nek požar, ki sproži veliko vnetnih procesov v našem telesu in telo mora vložiti veliko resursov in veliko virov, tako energije kot tudi drugih bioloških procesov, da potem to vnetje pogasi in se vrne nazaj v homeostazo. Recimo zanimivo je, da nekatere študije so pokazale direkt povezavo med vnetjem in izboljšanjem mentalnega, duševnega zdravja. Našel sem par študij, ki so pokazale, da recimo Američani, ko so šli iz standardne ameriške prehrane na bolj zdravo prehrano, so se potem tudi ti markerji za dobro počutje dvigali. In v bistvu v večini primerov je eno izmed glavnih virov za vnetje v telesu predvsem prehrana, naša sodobna prehrana, ki je bogata s sladkorji, predelanimi živili in tudi rastlinskimi olji. Tako da, če želimo zmanjšati naše vnetje, najprej izboljšamo prehrano in potem še prilagodimo naš življenjski slog, da bo bolj zdrav. In s tem bomo tudi izboljšali naše duševno zdravje in splošno počutje. Nasvet številka 3 je, da razumemo in vključujemo v naše življenje pravi počitek. Večina nas si počitek predstavlja kot ležanje na kavču ali pa spanje, vendar obstaja več vrst počitka, ki nam pomaga pri več energiji, boljšemu razpoloženju, boljšemu počutju in tudi boljšemu duševnemu zdravju. Obstaja zelo zanimiva knjiga avtorice Sandre Dalton Smith, imenovane Sacred Rest. Avtorica v tej knjigi opisuje 7 različnih vrst počitka. To so fizični, mentalni, duševni, čustveni,
kreativni, senzorialni in pa socialni. Tako da ta knjiga zelo lepo prikaže, zakaj potrebujemo 7 različnih vrst počitka in opisuje to idejo, da če smo izčrpani, utrujeni ali imamo težave tudi z duševnim zdravjem, nam mogoče primanjkuje nekaterih vrst počitkov. Tako da to je ena stvar, ki je fajn se zavedati, da ne obstaja samo fizični počitek, kot je spanje, ali pa recimo mentalni počitek, kot je ležanje na kavču in gledanje televizije ali Netflixa, ampak so številni drugi počitki, ki nam pripomorejo k boljšem zdravju in dobrem počutju. Če bi vas zanimalo več o tem, katere vrste počitka obstajajo in kaj lahko naredimo za določene vrste počitka, dajte mi napisati v komentar spodaj in bo naredil eno tako kratko epizodo o tem in delil moje spoznanja in pa tudi kaj avtorica govori v tej knjigi. Nasvet številka 4 za izboljšanje našega duševnega zdravja je to, da poskrbimo za naše druge možgane in to so naše črevesje. Naše črevesje in možgani so neločljivo povezani med seboj preko vagusnega živca, ki je kot dvosmerna cesta. To pomeni, da tako kot naše mentalno stanje vpliva na naše prebavo in na naše črevesje, tako tudi slabo stanje v našem črevesju bo vplivalo na našo mentalo in tudi na možgane. To pomeni, da slaba prebava in neregulirano črevesje bo povzročilo tudi težave na umskem področju oziroma težave na duševnem zdravju. Lahko pride do kakšne mentalne zamegljenosti, slabe koncentracije, tesnobe, depresije in drugih težav z duševnim zdravjem. S tem imam jaz kar veliko lastnih osebnih izkušenj, ker sem pred leti imel kar veliko težav z prebavo in s črevesjem in sem videl, kako mi neposredno vplivajo težave z črevesjem na moje splošno počutje in tudi na duševno zdravje. Lahko se spomnim številnih primerov, ko je bilo moje duševno zdravje res na nuli oziroma še pod nulo in ko sem enkrat izboljšal stanje svojega črevesja in prebave, so se tudi te težave izboljšale. Tako da skrb za črevesje in prebavo je ključna, tako za energijo, počutje, osredotočenost, fokus, produktivnost, kot tudi za duševno zdravje. Tako da recimo fermentirana zelenjava, probiotiki, prebiotiki, glutamin in ostale stvari, ki izboljšajo našo prebavo, črevesno floro in našo mikrobioto, bodo neposredno vplivale tudi na naše počutje in duševno zdravje. In še zadnji, 5. nasvet za več dobrega počutja in duševnega zdravja je to, da gojimo pristne in globoke odnose. Ljudje smo socialna bitja in rabimo ta connection, povezavo, občutek skupnosti in pripadnosti, vendar, ko smo že povedali na začetku, vpliv našega modernega sveta in moderne družbe načenja tudi naše odnose. Tehnologija ima vedno večji vpliv na naše življenje in s tehnologijo se žal izgubljajo tudi pristni in globoki odnosi. Številne študije dokazujejo, da močen občutek pripadnosti, povezanosti in medsebojnih stikov pozitivno vpliva na naše dobro počutje, zdravje, dolgoživost in tudi na duševne zdravje. Tako da že en globok, pristen pogovor, a pa recimo kakšen prijeten večer z našo družino, pa najbližjimi prijatelji, lahko zelo dvigne naše duševno zdravje in izboljša naše počutje. In pa še dodatni nasvet, ki neposredno pomaga v tistih časih, ko smo malo low, se pravi, ko smo malo nižje z počutjem in duševnim zdravjem, je to, da se naučimo kontrolirati naš notranji dialog in uporabljamo tehnike čuječnosti. Pri težavah z duševnim zdravjem je dostikrat tako, da začnemo premišljevati in overthinkati stvari. In v bistvu je zanimivo, da bolj kot overthinkamo, bolj kot premišljujemo in se poglabljamo v neke naše težave oziroma probleme, slabše bo naše tudi čustveno stanje, kar potem neposredno vpliva tudi na naše misli. Se pravi, slabše čustveno stanje, več negativnih misli, kar bo potem
še dodatno vplivalo na slabše čustveno stanje in potem to se začne girati in krožiti in premikati v negativno spiralo. Tako da kontroliranje naših misli, miselnih procesov je ključnega za izboljšanje našega duševnega zdravja. Za izboljševanje duševnega zdravja pa pridejo zelo prav tudi razne tehnike za čuječnost. Tu je čuječnost, meditacija in razne druge tehnike, ki nam pomagajo pomirjati naš um in izboljšajo naše počutje in posledično tudi naše duševno zdravje. Tako da to je to za to epizodo o duševnem zdravju. Če na hitro povzamemo, gibanje oziroma fizična aktivnost, pravilna in zdrava prehrana, celosten počitek, zdravo črevesje in pa pristni odnosi ter uporaba tehnik za čuječnost, za izboljšanje našega duševnega zdravja. Tu so neki konkretni in preprosti nasveti, s katerimi lahko izboljšamo naše splošno počutje, kvaliteto življenja in tudi duševno zdravje. Zaključil bi pa z eno mislijo. Včasih ratajo stvari res težke in zahtevne, ampak takrat saj meni pomaga to zavedanje, da noč je najtemnejša tik pred zoro in ko že mislimo, da ne bomo prišli iz neke težke situacije, smo lih pred prebojem. Tako da to je to za danes. Upam, da vam je bilo zanimivo, da ste spoznali kakšno novo stvar, da vam bo prišlo prav in se vidimo v prihodnjih epizodah. Ostanite zdravi, ostanite dobro in poskrbite za svoje duševno zdravje.